Sam naslov, ki smo se nekako dogovorili z organizatorji, obeta veliko, ampak da ne bi bilo potem kakšno razočaranje. Vajeništva v izobraževanju odraslih še nimamo, tako zato bom si dovolil o tem bolj razpravljati na osnovah tega, kar se dogaja, pa tudi malo v širšem kontekstu tega, kar mislim, da se dogaja in se bo še dogajalo v poklicnem izobraževanju. Na kraju pa, tako kot je bilo najavljeno, malo več besed, če tudi o teh novih programih, ki jih pravzaprav poskušamo razvijati združno na CPI-ju, tako tudi kot jih bodo razvijali skozi projekt, ki ga je ministrstvo zapisalo tudi v konzorciju Monera. Če grem sedaj nekako na prvi slajd, sem rekel, da bomo poskusili najprej malo širše umestiti celotno zadevo. Že prejšnji kolegi so zelo široko postavljali, ne samo nacionalni, gospod Sotošek se je pač dotikal tudi zelo širših kontekstov, tako sem se tudi sam dovolil, da pravzaprav najprej so stavili do teh dveh ciljih, ki jih zasledujemo nekaj let že in mislim, da so tudi cilji, ki jih celotno poklicno izobraževanje v tem širšem kontekstu evropskega prostora tudi zasleduje. Dejstvo je, da se krepi zadnje leta in se bo še krepila vloga podjetij v poklicnem izobraževanju. Hočeš nočeš, tu smo in tu nazaj poti praktično ni. Zdaj, kako to pravzaprav v naši državi poskušamo narediti, oziroma na kaj sledimo? Prav gotovo imamo bogato izkušnjo iz tega. Ne bi razlagal, kako se v tem trenutku dela, vendar socialno partnerstvo je bilo cel cajt zelo izpostavljeno. Mislim, da je bilo pa zanemarjeno pravzaprav tisto dejansko tisti izvedbeni del, ki na kraju je, ko sama šola in delodajalec, neko podjetje, nek mentor, morate skupaj delati. No, zdaj, v bistvu, v čem se gre, upeljali smo vajeništvo. Ali je to edina oblika tega pravzaprav sodelovanja? Ne. Saj mi imamo konc tudi v tej državi dve obliki takega sodelovanja. Prihajam iz prejšnjega tedna iz Soluna, iz enega posveta, kjer smo pravzaprav ravno ta segment kar močno obravnavali in zelo zanimivo, kar nekaj držav je izbralo pravzaprav takšno rešitev, kot imamo mi, da imajo tako imenovano šolsko in vajeniško obliko z istimi kvalifikacijami in pravzaprav z istimi učnimi izidi. To ni sicer primer ravno Nemčije in Avstrije, kjer se vajeništvo in redna šolska oblika nekoliko razlikujejo. Vendarle, interesantno je, da tudi drugi razmišljajo tako kot mi, pa da ne bi zdaj izgledalo, katere so te države. To so države, katere smo jih vedno cenili po izobraževalnem sistemu, Nizozemska, Švedska, pa mi popolnoma enako razmišljamo. Kako bo to vajeništvo oziroma kako poteka, pa mogoče v naslednjih slajdih. Naslednja stvar, kar je zelo pomembna, in mislim, da je tudi bila poudarjena že, je pravzaprav prilagajanje poklicnega izobraževanja potrebam mladih in odraslih. Ko govorim mladih in odraslih, govorim o začetnem izobraževanju in jasno nadaljnem izobraževanju in jasno razvijajočih se podjetij, ki morajo slediti določenim trendom, ki jih pravzaprav trg narekuje. Tu predvsem razmišljamo o krepitvi avtonomiji šol in fleksibilnosti kurikula, ki je pa pravzaprav neka stalnica že v našem sistemu. Naslednja smer razvoja je pa jasno ta povezava, bolj povezati oziroma nadgraditi začetno in izobraževanje in to nadaljno izobraževanje, ki tak je prisotno, saj to ni noviteta, že spet v tem prostoru. Znati sistemsko pravilno pozicionirati, zato da pravzaprav nima benefit delodajalec, ki ima usposobljenega delavca, ampak posameznik, ker je aktivnejši državljan in konc na kraju celoten sistem. No, v ta namen se pravzaprav tudi v zakonodaji marsikaj spremenilo. V teh programih spodbujanja usposabljanja za vse življenjske učenje, ki jih bom kasneje nekoliko poskušal predstaviti.
Ja, zdaj, kateri so izzivi poklicnih šol, sicer imam to zapisano, poklicnih šol v širokem kontekstu. Vsi, ki pač izobražujemo za poklicno izobraževanje, razmišljam, da so poklicne šole, je, da pravzaprav se te šole in celoten sistem moramo hitro prilagoditi družbenim, kulturnim in tehnološkim spremembam. To sledimo že na Cepilju, na svojem nacionalnem način, kot tudi šole z odprtimi kurikulumi. Naslednja trditev pa pravzaprav je tista, ki jo moramo zelo resno jemati in jo tudi resno znati nadgraditi. Z dijaki, tako rednimi kot izrednimi, moramo pač razviti širok spekter kompetenc, kognitivnih, socialnih sposobnosti, prilagajanja, reševanja problemov, sposobnosti stalnega učenja, sistemskega razmišljanja, pripravljenosti, eksperimentiranja in še bi naštel. Jasno je, da odvisno od posamezne populacije je to bistveno drugačen pristop, vendar dejstvo je, da brez teh kompetenc sodobna tehnologija ne more živeti. To je mogoče v prvem kontekstu čudna trditev, vendar verjamete, da delodajalci vedno bolj poudarjajo te zadeve, zaradi tega, ker pravzaprav ravno v tistem kontekstu sodelovanja teh dveh lahko nekatere specialne kompetence z področja poklicnega lahko se tudi drugje opravljajo. No in naslednja stvar je to jasno, da morajo neposredno sodelovati z podjetji. Če gremo sedaj to krepitev vloge podjetij gledati in mogoče malo bolj elaborirati, govorimo o dveh svetovih. Na levi strani imate pravzaprav šolsko sfero ali pa šolski prostor, pa namensko se malo karikiral, učilnico, jasno, da so še delavnice, marsikaj, vendar kjer je poteka učenje, kjer je individualna podpora in kjer pravzaprav imamo dokaj zaščiteno okolje, za katerega smo zelo ponosni, ker tudi smatramo, da je zelo varno okolje. To se dogaja v šolskem prostoru. Na drugi strani, ko govorim o tem, da je ta povezava zelo močna, pravzaprav pa gremo v podjetje, kjer so tiste zadeve, kar sem povedal o šolskem prostoru, pravzaprav malo lahko bi rekel zanemarljive, kjer je pomembno proizvodnja, kjer je pomembno učinkovitost, profitabilnost, ker konec s tem podjetje se obdrži in s tem podjetje lahko tudi raste. Torej, imamo učilnice, imamo delovno mesto, ki moramo znati kombinirati, in edina logika kombiniranja je jasno, da z močno koordinacijo med partnerji. In to logiko smo tudi ubrali pri vpeljavi tega vajništva, ki smo ga v tej državi postavili. Zdaj, če pogledamo še malo, govorimo o pravzaprav tem učnem okolju v šoli, je pravzaprav, kako sem prej že rekel, to so laboratoriji, učilnice, mici in podobne zadeve, so namenjeni temu tipu učenja, ki jih imam na levi strani. Ne bom čital, ker boste dobili lahko prosojnico in mirne duše, lahko tudi kasneje. Vendar pomembno je, da se pojavlja ta drugi del, ker pravzaprav učenje temeljnih in kompleksnih poklicnih kompetenc, tudi za drago opremo, ki je jasno prisotna v firmah, mogoče celo bolj bistveno novejše, kot je v šolah, čeprav so naše šole zelo kvalitetno in dobro opremljene. In učenje poklicnih in ključnih kompetenc v realnem delovnem okolju se dogajajo pravzaprav na delovnem mestu. Na delovnem mestu. Zdaj, govorimo o tem delovnem mestu in kakovosti praktičnega usposabljanja, je zelo pomembno pravzaprav kar nekaj takih operacij, ki se tu nam pojavljajo in katere poskušamo cel čas pravzaprav izvajalcem tudi predati. Ena stvar je načrtovanje, druga stvar je odzivati se na to, kar se dogaja tako pri dijaku kot tudi učitelju in mentorju, usposabljanje slednjih dveh, izboljševanje, se pravi na teh osnovi teh rezultatov poskušati to zadevo tudi izboljšati, ampak več cel cajt razmišljate v kontekstu tistega, sem rekel, medsebojnega sodelovanja, komuniciranje kot ena izmed najpomembnejših zadev, nič ne bom vedel, če ne bom komuniciral, kaj pravzaprav ne razumem, kaj ne vem,
ali kaj mi fali v tem procesu. In na kraju kraja tudi ocenjevanje, ki mislim, da v povezavi z tudi vrednotenjem, kar je prej kolega Sotešek marsikaj poudaril, je še ena izmed stvari, ki jih bo potrebno sakramensko dobro razmisliti. Če gledamo malo, sem tole na hitro, če gledamo vlogo partnerjev v tem poklicnem izobraževanju in vajništvu, so partnerji tukaj, vidite, pravzaprav podjetja, zbornice, šole, CPI in MIZŠ. To je tudi zapisano v zakonu in te naloge so več ali manj iz zakona prenešene. Res da, če bi vseh zapisal, bi marsikatero področje moralo biti bistveno obsežnejše. Vendarle, naloge so med udeleženci lepo razdeljene in pravzaprav v tem trenutku lahko rečem, da tečejo na zadovoljivem nivoju, nikdar ni to idealno, ker se vemo, da boljše narediti. Zdaj gremo pa čisto izvedbeno. Kaj se pravzaprav dogaja v zadnjem času, oziroma kaj se je v tem trenutku dogodilo? Mi gremo v tako imenovano prenovo srednjega poklicnega izobraževanja, ne delamo revolucije, ampak v bistvu je ta shema zelo nazorna, kaj se dejansko dogaja. Dejansko imamo šolsko obliko, ki že eksistira, in z zakonom smo pripeljali še vajniško obliko izobraževanja. Pa še prej sem poudaril, da imamo iste kvalifikacije z istimi učnimi izidi, kar pomeni, da je vajniška oblika ena izmed poti za doseganje tega. In zdaj, ker imamo eno izmed poti za doseganje istih rezultatov, je bilo potrebno zrati razmisliti, kako lahko te rezultate skupaj znamo pametno planirati. V enem primeru z majhnim delom dela skupaj, v drugem primeru pa z pol ali največ 60% dela z drugim partnerjem, ki sem ga pač prej prikazoval. Pripeljali smo novo sestavino izobraževalnih programov, tako imenovani katalog praktičnega usposabljanja, ki je na sredini narisan, ampak ta katalog je pravzaprav za obe obliki. Malo kasneje nekoliko več o tem kontekstu. Naslednje, kar je pomembna zadeva, je pa tudi to, da pravzaprav tisti predmetnik, ki ga imamo v tako imenovani šolski obliki, je nekoliko bolj fleksibilen in lažje se ga da prilagoditi na vajniški obliki. Zdaj, kaj je katalog praktičnega usposabljanja? Mogoče bi bila najboljša, če bi pogledali 4. alinejo in da ne bi zgoraj čital, kje so osnove in podobne zadeve. V tem katalogu pravzaprav se opredeljujejo cilji praktičnega usposabljanja, ključne delovne procese in operativne učne cilje. Kasneje bom tudi pokazal en primer pri mizarju, za imeti občutek, ampak se gre za to, da smo pravzaprav tu se usedli skupaj z delodajalci, izključno z delodajalci. In za kvalifikacijo, ki je imela že prej napisane kataloge, ki je imela že prej napisane katalog zaključnega izpita, ko imamo vse razvito, smo rekli, ali mi znamo zapisati pravzaprav tako, da napišemo, katere so temeljne operacije, ki jih mora nek poklic znati, temeljne procese in katere ključne kvalifikacije so tiste, ki morajo se razviti skozi to praktično usposabljanje. Ratali so ti katalogi, ki so potem, tako kot sem prej pokazal, pravzaprav osnova za obe obliki. Ker kaj je naša filozofija? Da pravzaprav so učni izidi na kraju isti. Zdaj bom vzel primer, kaj se frizer po eni ali drugi obliki, vajniške oblike frizerja, nimamo v tem trenutku. Če je frizer po eni ali drugi obliki, na kraju kraja mora delati popolnoma isto zadevo. Obvladati mora iste spretnosti, imeti ista znanja ali pa primerljiva znanja in pravzaprav imeti primerljive kompetence. No, če gremo zdaj dalje,
V vajniški obliki smatramo, da je ta ključen dokument pravzaprav za opredelitev in uskladitev ciljev praktičnega usposabljanja z delom vajenca in z pravzaprav obsegom izobraževanja v šoli. V ta namen je zakon tudi pripeljal tako imenovan načrt izvajanja vajništva. Zdaj, kaj, če bi to apliciral na izobraževanje odraslih, s katerega smo tudi marsikaj prinesli, to bi bil pravzaprav osebni načrt tega vajenca pri delodajalcu. Čisto osebni načrt, ali to je učni, ali kakorkoli ga imenujemo, njegov osebni načrt, kaj se bo pri tem delodajalcu, pri tem mentorju naučil iz tistega kataloga. To je zelo pomembno, zato ker imamo zelo različne delodajalce in tudi pri odraslih je popolnoma, če bomo imeli vajence, pač odrasle osebe popolnoma enako, ker so tudi zelo različna delovna mesta, je potem važno, da preostali del ga prevzame šola na sebe. In mora poskrbeti na drugi način za pridobivanje teh manjkajočih znanj. Zato, da dobimo tisti kompleks, da sem prej govoril, popolnoma enakih znanj. In kar je še pomembno za vajništvo, je, da to je jasna informacija delodajalca, kaj od njega pričakuje, kakšne naj bodo učni izidi vajenca. Da to rabijo, smo pa že ugotovili prej iz šolske oblike, ker so neštetokrat od začetka, ko smo peljali tiste 24 tedne in ki se zdaj pravzaprav, bo rekel, kar kvalitetno izvajajo, nas vprašali, kaj pravzaprav želite do teh 24 tednih delov z njimi. In vedno jaz provokativno rečem ravnatelju šole, da bi mora biti tudi ravnatelju vseeno, da dobi samo potrdilo opravil, ni opravil, in s tem je zadovoljen, a ni pomembno, kaj se je tam naučil. In da pametno to znati, zapravo skupaj zdefinirati. Zato govorimo, da je ta KPU pomemben tudi za šolsko obliko. Jaz sem bil prej tudi provokativen, ko sem rekel pravi, ne pravo, ker prej se govoril tudi ocenjevanje, in morali bomo tudi to znati razmisliti, kako bomo te zadeve ocenili. S pravilnikom o ocenjevanju, ki je bil spremenjen, smo te zadeve marsikaj že rešili, ampak razvoj bo še verjetno pokazal kakšne zadeve, ki bo treba razmisliti. No, in za šolsko obliko, tako kot sem prej rekel, pravzaprav je ta katalog pravzaprav osnova za isto znanje razmišljanje, kaj dejansko se bo tam naučil in da potem ni teh izgovorov, ki se nam zdaj dogajajo v šolah. Imamo premalo praktične pouka, ker so pri delodajalci in ne uspemo se ga naučiti. Ja, če gledamo v kontekstu, da bi jaz moral v tisti manjši število ur vse učiti, ja, če pa gledam v kontekstu celote, ker cel cel poudarjamo, je še zmerno dovolj, da ne rečem več, kot je bilo prej. Zdaj, kaj je bilo že narejeno? To je tudi podatek za izobraževalce odraslih, da pač, ko se bo začelo izvajati tudi vajništvo v tem kontekstu. Prvi, pravzaprav, dva ločena predela imamo. Ta prvi del je, vidite, zraven ne samo prenovljen X, pa v zraven, v pomeni vajništvo, ti so predvideni v tem trenutku za vajništvo. Prvih 8 se že izvaja. Prve 4 so bile prvo leto, naslednji 4 so sedaj od septembra dalje. Zadnji 4 od 9 do 12 pa pravzaprav bodo v naslednjem šolskem letu v razpisu. In to je zdaj teh 12 programov, ki jih bo, oziroma 8 v tem trenutku 12 za naslednjim šolskim letom, ki so pravzaprav prenovljeni za potrebe vajništva. Vsi ti programi so šli jasno tudi skozi strokovni svet in percepcija, ki jo imamo, je, da morajo biti vsi programi pravzaprav pripravljeni za obe obliki, katere se bo pa izvajala tudi stvar razpisa, interesa, pravzaprav nesmiselno je siliti neko vajništvo v kontekst tam, kjer pravzaprav branže ali delodajalci ga ne rabijo. Pa en simptomatična zadeva, ena izmed branž, ki je najbolj silila za vajništvo, so bili pravzaprav hoteli, gostinstvo in hotelirstvo, interesantno. Če pogledate številke, boste videli, da iz prvega leta na drugo leto je celo padlo. To se bo človek vprašal, kaj in kako. Je pa res, da so pa mogoče interesi
za neke druge branže, propulzivne, v tem trenutku, zaradi tega, kar je prej Sotoček govoril, o delovni sili, ki, čeprav imamo 8% še brezposelnih, primanjkuje. Ja, seveda primanjkuje usposobljena, zaradi tega, ker mogoče prej ni bilo ciljno pravzaprav učenje in so razlike med znanjem in potrebami. Primanjkuje tudi zaradi tega, ker nekega kadra enostavno nismo izobraževali, ker ni bilo interesa. Ampak ali lahko res vajeništvo trenutno sledi taki zadevi? Jaz mislim, da težko, če nimamo dolgoročnejšega planiranja. No, ta druga rubrika je pa namenjena sicer in prenova programov tudi za te gre, namenjena za nek drugi model, ki ga tudi razvijamo. Razvijamo pravzaprav skozi razvojni projekt, ki ga imamo, in tu gre za bistveno večjo individualizacijo pri določenem poklicnem izobraževanju. Zdaj, če to poskušam ta kontekst aplicirati na odrasle. Ja, zakon o vajeništvu v 5. svojem členu definira vajenca. In če vidite v drugi alineji, je pravi, da je vajenec tudi oseba, ki se izredno izobražuje, brezposelna oseba ali zaposlena oseba z namenom pridobitve srednje poklicne izobrazbe zaradi prekvalifikacije ali nadaljnjega poklicnega strokovnega izobraževanja. Se pravi, vajenec je tudi taka oseba, s katero pravzaprav izobraževalci odraslih imate opravka. In kar je zelo zanimivo, v 3. odstavku pravi tole, da vajenec iz 1. odstavka tega člena ima pravice in obvezne po tem zakonu in zakonu, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje, se pravi zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ta pa ta iz druge alineje ima pa vse pravice, ki izhajajo iz tega zakona. Jaz zdaj te pravic ne bom izrecno govoril, ampak so členi, ki so pomembni v tem zakonu za te pravice, so pravzaprav od 35 do 39. 35 govori o zavarovanju, ampak vseh vajencev. Izrecno tudi, kako je za te odrasle osebe. 36 govori o odnosu delodajalca do delavca vajenca, njegove pravice njegove, o odsotnosti, neodsotnosti in podobne zadeve. 37 govori o brezposelni osebi, ki je napotena v tako šolanje. 38 govori o vseh dodatkih, ki so pač v tem sistemu prisotni, in 39 govori o denarnih nadomestilih za brezposelne. Zdaj, ker za zaposlene ne moramo govoriti o neki lačni denarni nagradi, ker on ima že neko pogodbo o zaposlitvi. Za brezposelne osebe je pa politika, ki je pač tu prisotna za brezposelne osebe in se to izvaja. Dejstvo je, da moja osebna ocena, to vzemite res Elido Bandelj, prav velikega interesa delodajalce ne bodo izkazali pri vajeništvu za odrasle. Po mojem, velikega tu interesa ne bo. Tudi v pripravi samega zakona bo pravzaprav so ti delodajalci štartali malo več na začetno izobraževanje kot na nadaljnje izobraževanje, ampak tudi neka tradicija ni pri nas prisotna, da bi jaz kot inženir, ker nimam zaposlitve, šel za vajenca. Kar je v razvitih vajeniških sistemih popolnoma normalno. Ker je popolnoma normalno. Torej tu ta zadeva, mislim, da bo še morala dozoreti, zato da bomo razumeli pravzaprav, da ko vzame delodajalec nekoga, ki ni ustrezno izobražen in ga na delovnem mestu pravzaprav usposablja, je to vajenec. In nič drugega. Nekaj bo še preteklo časa, ampak sistem je tu, ki se ga da izkoristiti. Ali bo velik tu interesen opis, mislim, da bo prej verjetno skozi brezposelne osebe se dalo dosegati rezultate, kot pa, bom rekel, kar redno zaposleno osebe. Zdaj, v okviru uvajanja vajeništva, mogoče na hitro sam, da pogledamo, jasno, 16. smo naredili izhodišča, 17. je bil sprejet zakon. Govorilo se, katerih so dokumenti, ki so tu nastali, in pravzaprav ministrstvo je podprlo z projektom to uvajanje vajeništva, ne samo s tem projektom, ki je direktno vezan na CEPI, ampak tudi z drugimi projekti, kjer govorimo o subvencijah in podobnih zadevah,
kar, bom rekel, dobro podprt projektih, da lahko se to izpelje. Še tole mogoče sliko, da bom malo skrajšal, kar celo potegnil skupaj. Dosti sem te v tem kontekstu že povedal, ampak to je namensko narejeno in naslov je izvajanje vajniške in šolskega modela poklicnega izobraževanja. In če pogledate tukaj noter, vidite, da imajo ta dva modela v temelju pravzaprav podoben sistem, da ne rečem, da je logika precej enaka. Od spodaj imamo izobraževanje programe, ki so enake. Isti, ki jih imamo, jih spremlja strokovni svet. Ni tako, kot smo imeli v prejšnjih letih, drugi program za vajence. Imamo nov nastav katalog, ki je za te programe prisoten. Zdaj, če gledamo vajniško obliko, podjetja imajo vajniško, zapravo zbornica najprej mora jasno verificirati učna mesta za to vajniško obliko, ampak ta mesta so verificirana tudi za ta drugo šolsko obliko, mimo grede, ne? Podjetje morajo vpeljati novo učno pogodbo, za šolsko obliko imamo tam tako imenovane kolektivne pogodbe, ne? Zdaj spet šola podjetje, razlika je podjetja sklenjajo vajniško pogodbo z posameznikom, ne? Z vajencem. Imamo registre, ki se rekel so enaki, imamo šolski izvedbeni kurikul, ki se ga lahko prilagaja, če šola ima v bistvu čist vajniški oddelek ali pa čist šolski oddelek, verjetno ne bosta enaka ta dva izvedbena pravzaprav kurikula. Trči pa v večjo težavo v izvedbenem kurikulu, ko ima kombiniran oddelek. Ko ima kombiniran, ker mora kombinirati tako šolsko in vajniško obliko. Načrt izvajanja sem prej povedal kot zelo pomembna sestavina. Mi ga predlagamo, da taki načrt izvajanja pride tudi v logiko šolskih oblik. Potem gremo na naslednjo zadevo, izvajanje pouka in izvajanje pravzaprav usposabljanja. Povezal sem ga z rumenimi loki, zaradi tega trdim, da tu je potrebno neprestano sodelovanje učitelj-mentor, mentor-učitelj, neprestano, ker gre polovico kurikula pravzaprav v šolo, in kar pomeni, da se tudi nekatere kompetence, nekatere znanja tam v podjetju pridobijo. In je treba to neprestano povezavo. Vmes je zakon za višje šolstvo postavil vmesni preizkus, ki ima sicer več funkcij. Ta vmesni preizkus ima funkcijo pravzaprav preizkušanja znanja, ki ga ima ta mlad, vendar, če sta te dva loka rumena, že vemo, če sodelujeta učitelj in mentor, o tem že vemo, ampak potem je tudi preverjanje pravzaprav, ali se izvaja res NIV, to je pač načrt izvajanja vajništva, v skladu z tem, kar je bilo planirano. Ocenjevanje znanja sem povedal, da je zgodba, ki bo razvojno imela sigurno še pomen, zakaj tudi pri zgodbi izobraževanja odraslih, ker je bistveno pomembnejše tudi priznavanje. Te odrasle osebe imajo mogoče katere druge programe, isti branži, pa sorodni branži že končane. In je potrebno te logike v tem priznavanju, ali pa imajo delovne izkušnje, imajo mogoče neke potrdila o določenih zadevah, ki so jih že naredili in podobne stvari. In je pri teh zadevah potrebno kar znati razvijati metodološko zadeve in na kraju imamo isti zaključni izpit za obe poti. Tako je sedaj sistem planiran. Isti zaključni izpit, predvidevamo, da bodo pravzaprav lahko v bodoče pred isto komisijo tudi lahko to delali. Ne govorimo o eksternih komisijah v smislu mature, ampak govorimo o eksternih komisijah v smislu delodajalec in šola, kar v šolski obliki marsikje živi, marsikje pa sploh ne živi. Ampak potem bi morala ta zadeva biti nekako vedno. No, to je zdaj samo še talek KPU, samo da imate malo občutek, en kos KPU je to. Kako je to zapisano? Zapisano je tako, da delodajalec razume. Ne da mi šolniki z vsemi, bom rekel,
zapisi, ki jih iz pedagoškega znanja imamo, ampak tako, da se ve, da če ima za narediti vrata, mora narediti, bom preprosto rekel, štop, mora znati narediti okvir. Enostavno mora ga znati. Kakšen okvir, ker je marsikatera oblika, ampak kaj mora narediti? Se pravi, enostavno, preprosto, tako kot delodajalci razumejo. Tudi ko govorimo o nekih kompetencah, ki so ključne kompetence, je tu zapisano na tak način, kot ga delodajalci dejansko interpretirajo. Res, ko sem rekel štop, ker vsi delodajalci imajo nekaj izraze, ki jih uporabljajo. Sveda niso slovenski. Ali če tega, prišli so iz tu, ampak pogovarjajo se o tem. Otrok pa to mora razumeti in ga znati, ali pa bo rekel vajalec, prenesti v slovenski jezik. Marsikaj je tu zapisano na tak način, da dejansko se lahko to razume. Programe izpopolnjevanja in usposabljanja, koliko imam še zvoka? Hvala lepa, dobro si bil poprejšel, se hecam. Vse si mi dali še 45 minut, da je sve, da se zagovorim. Ko govorimo o programih usposabljanja in izpopolnjevanja, bi pravzaprav najprej poudaril namen teh programov. Jasno, namen teh programov je pravzaprav, da z ustrezno ponudbo nadaljnjega poklicnega izobraževanja se podpira potrebe podjetij in posameznikov po usposabljanju in pridobivanju specifičnih poklicnih kompetenc. In tu so zakoni, najprej zakon o višjem šolstvu, zdaj v lanskem letu pa tudi zakon o poklicnem izobraževanju, pripeljali pravzaprav javno veljavne programe izpopolnjevanja in usposabljanja in neformalne programe usposabljanja. Zdaj, ko govorimo o javno veljavnih, vedno je to povezano z strokovnimi sveti, vedno je to povezano z procedurami, ki za tem stojijo in z nekimi metodološkimi principi in zapisi, ki so bili razviti skozi izhodišča in sedaj tudi v razvojnem projektu. Mi imamo kratico PIN-PIV za tak razvojnik, ampak je to se programe usposabljanja in izpopolnjevanja. Zdaj, če mogoče par besed samo na više šolske, konec tudi tu imamo izredno izobraževanje. Študijski programi za izpopolnjevanje se namenjajo posameznika, sicer imajo že ustrezno višjo strokovno izobrazbo in gre se za izpopolnjevanje v horizontali. Ta izpopolnjevanje usposabljanja naj bi bila v horizontali, ne več to, kar imamo pri nas zelo dobro razvito vertikalna zgodba, ampak horizontalna. Gre se za nadgrajevanje, rad uporabljam tujko, update znanje, se pravi, nam se računalniški programi dnevno posodabljajo. Vedno se vprašamo, da se tudi dnevno posodabljamo z svojimi znanji in podobne zadeve. Kaj popolnoma normalno računalnico stavi in piše nova verzija. In je čakal na novo verzijo. In smo vsi srečni, da imamo novo verzijo. Ampak naše znanje rabi kakšno novo verzijo, ne rabi. Jaz mislim, da rabi, In pravzaprav je tudi za take, ki želijo neko novo specifično znanje pridobiti oziroma neko specifično kompetence. Dejstvo je, da ti študijski programi in tudi kasneje srednješolski programi, ko bomo govoril, pravzaprav predstavljajo nadgradnjo temeljnega programa. In vedno govorimo o tem, da ni nujno zaradi tega imeti od zadnje nek poklicni standard, ampak je na obstoječi standard treba nadgraditi, ker vsega se ni naučil, ali pa znanja in nove tehnološki procesi zahtevajo nove tudi veščine. Namenjajo se usposabljanje novega ožjega strokovnega področja in nikakor ne za neko prekvalifikacijo. To je že zapisano in pravzaprav, kar je zelo pomembno in je tudi povezano delovno z vajeništvom, je, da se del teh programov mora izvajati na delovnem mestu. Tako študijskih, višjih, kot srednješolskih. Del programa se mora izvajati, po izhodiščih smo imeli približno pol-pol, in kar pomeni, da pravzaprav je ta oseba, ki je bodi si zaposlena in ponekod boste videli, da imamo tudi metodološki tudi zahtevane od 1 do 3 leta delovne dobe,
na podobnem, enakem ali sorodnem delovnem mestu in da tudi pravzaprav dela, zdaj pa je pa dovoljeno v zakonu tudi možnost, da ima pravzaprav ta udeleženec takih programov tudi sklenjeno pogodbo, učno pogodbo z nekim podjetjem, zato da lahko se to dejansko nauči. Ne gre se, in to vedno rad poudarjam, ne gre se za podaljševanje srednjega ali pa višješolskega študija, srednješolskega izobraževanja ali pa višješolskega študija, ampak gre se za kasnejšo nadgrajevanje in pridobivanje znanj, ki jih pač v tej branži se rabi. Ti programi, če govorimo o višjem, so 10 do 35 kreditnih točk, dajo novo kvalifikacijo, vpisni pogoji, ustrezna stopnja, sem rekel, in smer, najmanj 1 do 3 leta delovnih izkušenj, odvisno od programa do programa, in pogodba o tem praktičnem ali pa v zaposlitvi od zadaj, začne se pa tako kot vedno z neko temeljitvijo na cepi. Podobna filozofija je tudi pri srednješolskih programih, ko govorimo o javno veljavnih, na nivoju SOK 45, prejšnji bil na nivoju 6. Imamo, to je metodološko, kako naj bodo in kaj vsi ti programi imajo. Se pravi, vrste programe, dve programe, ciljne skupine, za katero je naziv kvalifikacije, raven zahtevnosti, temeljni cilji in kompetence programa, trajanje usposabljanja, pogoji za vključitev, tako stopnja in smer, načini ocenjevanja znanja in zaključevanja, načini oblike izvajanja, znanje izvajalcev predmetnih katalogov in kdo vidi to, vidi, da so precej podobne zadeve, kot je za redno izobraževanje imamo, jasno, ker so javno veljavni in morajo iti skozi strokovni svet. Poleg tega imamo pa v srednješolstvu tudi tako imenovane neformalne programe usposabljanja, ki ste imeli v zakonu o poklicnem izobraževanju že prej, mislim, da je 69. člen ali 68. Ki pa dovoljuje šoli že prej, da določene programe za delodajalce pripravi, bodi si za neka specifična znanja, poklicna ali pa za določene kompetence. Kaj je zdaj novega? Želimo, da so ti programi metodološko pripravljeni na določen način, da jih lahko kasneje, pravzaprav v fazi priznavanja, in že spet se vračam na tudi prejšnjo zgodbo, ki smo govorili, da lažje priznavati in lažje vključiti za celotno validacijo znanja posameznika. Kaj predlagamo metodološko, da kako naj bodo pripravljeni, se pravi, tako imamo programe ciljna skupina, ne da kvalifikacije, ampak kaj so temeljni cilji in kompetence programa, trajanje usposabljanja, ciljne ocenjevanje, načini oblike izvajanja, izvajalci, predmetnik, to se pravi strukturo tega programa in katalogi znanj, ravno v funkciji tega, kar sem prej rekel, možnosti priznavanja v formalnem izobraževanju. Kako bi pa ti programi bili priznavani pri delodajalcu, je pa še neznanka, ki jo potrebno narediti, vendarle rešiti v sistemskem nivoju, vendarle, če se šola dogovarja z delodajalcem, ta delodajalec, ki to rabi, ali pa skupino delodajalcev, ki to rabijo, jasno, da bo priznali, ker je to interes. Kako pa potem to v samem sistemu, zaenkrat to v sistemu, ti v sistemu niso, ker kvalifikacijo ne dobijo. Ste se jaz končal in šel nekaj minut čez. Hvala za pozornost.